Zdaj v Sloveniji za rakom, kot smo slišali, zboli na leto več kot 17 000 ljudi. V okviru državnega programa obvladovanja raka za breme teh bolezni celovito naslavljamo že 15 let. V tesnem sodelovanju med zdravstveno politiko, stroko, raziskovalci, bolniki in nevladnimi organizacijami. Na nekatere dosežke smo v Sloveniji lahko upravičeno ponosni. Prizadevanja za ozaveščanje prebivalstva o dejavnikih tveganja in pomenu preventivnih ukrepov, zakonodaje na področju tobaka in alkohola ter zgodnjega odkrivanja predrakavih in rakavih sprememb so prispevali k temu, da se pojavnost raka, če ne upoštevamo staranje prebivalstva, veča počasneje. Pri moških je viden celo trend upadanja. Letošnje poročilo Evropske komisije o enakosti obravnave raka izpostavlja dostopnost onkološkega zdravstvenega varstva, vključno z dostopnostjo do najnovejših zdravil. Multidisciplinarna celostna obravnava je v Sloveniji že uveljavljen standard. V zadnjih letih pa smo dosegli tudi izredno velik napredek pri razvoju celostne rehabilitacije in specializirane paliativne oskrbe. Rezultat vseh teh prizadevanj je viden v podaljševanju preživetja bolnikov z rakom, še posebej pri tistih najbolj pogostih rakih. Nacionalni presejalni programi za raka dojke, dora, materničnega vratu zora in debelega črevesa in danke, SVIT, so prispevali k preprečevanju in odkrivanju bolezni v zgodnjih fazah, ko je zdravljenje najbolj učinkovito. Pojavnost raka materničnega vratu se je od uvedbe presejalnega programa Zora skoraj prepolovila in Slovenija je na dobri poti do odprave tega raka. Podobno je tudi pri raku debelega črevesa in danke, kjer se incidenca in umrljivost pomembno zmanjšujeta. Presejalni programi Zora, Dora in SVIT so prepoznani kot primeri dobrih praks tudi v mednarodnem prostoru. Ministrstvo za zdravje je bil vedno močan zagovornik uvedbe organiziranih in na dokazih utemeljenih presejalnih programov in je zagotavljalo podporno okolje za njihovo izvajanje, vključno zakonodajo. S ciljem, da Slovenija ostane med vodilnimi državami v Evropi na področju odkrivanja predrakavih in rakavih sprememb, smo tudi pri uvajanju novih presejalnih programov že naredili prve korake.